Po Pohorju drevesa še vedno padajo, a do večjih krajev so ceste očiščene, kar je bil vse prej kot lahek posel. Kako smo neke dreve odstranili za pure, je bilo spet vse polno, in so avto je kar okleščeni ostali. Tako župan, ki je te dni povsem terensko naravnan in tudi sam poprime za delo. Morat pa se je sam zahakla. Pri popravilih električnih napeljav delavcem mariborskega Elektra pomagajo tudi hrvaški kolegi. V kriznem štabu so razmere danes že bolj umirjene. Članice ženske gasilske ekipe so poskrbele predvsem za okrepčilo svojih moških kolegov. Kisla juha, pasol pa špageti s polivko. Kako dolgo že kuhate tukaj za njih, za fante? Ja, 3 dni, 4 skoraj. Največ dela v zadnjih dneh je bilo z žaganjem dreves, ki so padala čez cesto. Ceste so prevozne, edini problem še je z elektriko. Vsa gospodinstva še nimajo elektrike. Predvsem odročnejše domačije bi bile brez agregatov že nekaj dni v popolni temi. Elektrika je v soboto zvečer, nekje 9:30 sfalilo, tako da grozno je. Da smo že nekaj znajdli, če bo kaj prišli popraviti. Vsaj v središču Lovrenca se življenje počasi vrača v stare tirnice. Tako so bile na Lovrencu danes zopet odprte pošta, trgovina, pa tudi pekarna. No, druge zgodbe pa so komunikacije, tako boste te dni iz teh krajev le težko koga poklicali na mobitel. Če se ti posreče, danes enega kolega v Maribor klica, pa smo prišli malo. Za komunikacijo pa je danes znova poskrbel tudi poštar, ki včeraj ni razvažal pošiljk. Kaj tečem drugega? Ketne gor pa gremo gasa, ne? Razmere na najbolj odročnih domačijah naj bi se normalizirale šele čez 2 tedna. Škoda po neurju so polnili ljudje, tega pa ne polnijo, in to je obupno, kar se zdaj dogaja. Pohorci upajo le, da jim bo narava ob naslednji pošiljki snega vsaj malo prizanesla.